Ko se ujamemo med pričakovanja okolice, lastne ambicije in nenehno potrebo po produktivnosti, se vedno znova odpira vprašanje, ali nas delo izpolnjuje ali pa izčrpava. Z mano je danes gospod Marcel Žmavčič, avtor knjige Skrivnosti in pasti trajnega uspeha, v kateri skozi svoje lastne izkušnje razkriva manj vidne plati uspeha, odnosa do dela in notranjih prelomnic, ki jih pogosto spregledamo. Marcel, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ja, lep pozdrav. Prvomajski prazniki nas vsako leto spomnijo na pomen dela. A kako vi danes, po vseh svojih izkušnjah, razumete delo kot dolžnost, vrednoto ali priložnost za osebno rast? Ja, jaz v bistvu prvo, če pogledava, da je delo zelo kompleksna zadeva, praktično vse, kar danes imenujemo civilizacija, torej od mostov do knjig, od zdravil, umetnosti, je v resnici neka vrsta strnjena sled človeškega dela. Torej, delo je tisto, ki iz nekega surovega sveta naredi človeški svet, kar ideje pretvori v resničnost. Sama ideja, dokler se je ne loti delo, je ni, ne. Delo tudi poveže generacije in človeku daje dostojanstvo. Torej, ko govorimo o delu, ne govorimo samo o neki ekonomiji, ampak o tem, kako človek ustvarja svet in hkrati gradi sebe tudi. Jaz sem recimo delo v različnih obdobjih različno razumel. Normalno, z razvojem tudi se razvija tudi tvoje razumevanje in vse. Tako da v nekih najtežjih letih mi je bilo to predvsem dolžnost, potem pa se mi je razvilo v vrednoto, torej odgovornost do vsega, pač, s čimer se srečuješ pri svojem delu, potem tudi osebno rast, preko dela tudi osebno rastemo, potem kot neke vrste kontinuiteto generacij, torej prevzeli smo nekaj od prejšnjih rodov in želimo prenesti nekaj tudi naslednjim rodovom. Potem delo je na nek način pogoj za svobodo, saj s svojim delom, če zaslužimo za življenje, in to potem je to neka osnova da smo svobodni. Torej, če ne uspemo zaslužiti za svoje življenje, pomeni, da smo odvisni od pač, nasploh pa mislim, da je delo temelj civilizacije. Kar se pa tiče mojega razumevanja dela, sem ga pa praktično med študijem enkrat v enem trenutku sem razvil odnos do dela, ki ga imam še danes. Sedel sem na nekem res izjemno dolgočasnem predavanju, zunaj je sijalo eno pomladansko sonce, bilo je lepo vreme, jaz pa sem gledal, kako izgubljamo čas ob poslušanju tega suhoparnega predavanja, in sem komaj čakal, da bo konec, da grem pač lahko malo v naravo in vse stran od tiste učilnice, ki se mi je zdela res brez zraka in življenja. Potem, ko sem že malo nestrpno gledal proti oknu, pa mi je švignilo čez glavo nekaj, kar me je res dobesedno ustavilo takrat. In sem si mislil, če bom tako razmišljal, bom velik del svojega življenja doživljal kot izgubo časa, kar se mi pa ni zdelo nekje preveč smiselno. Začel sem se zavedati, da takšnih predavanj, takšnih nalog, takšnih del, ki me ne bodo prav veselila, bo v življenju najbrž še veliko, ne. In če bom vsakič čakal, da minejo, bom imel občutek, kot da svoje življenje na nek način mečem stran, dan za dnem, leto za letom. Tako da ta misel me je v bistvu zadela veliko bolj globoko, kot bi pričakoval, ne. In od tistega trenutka naprej sem se zavestno odločil, da bom v vsakem delu, tudi v tistem najbolj dolgočasnem, rutinskem, napornem, suhoparnem, skušal najti vsaj nek košček veselja, nekaj malega, kar me potegne naprej. Nekaj, kar mi da občutek, da nisem samo opazovalec svojega časa, ampak njegov soustvarjalec, ne. In zanimivo je, ko sem začel tako iskati, sem tudi praktično vedno tudi našel ta del. Včasih sem imel občutek, da sem nekaj premagal.
včasih v nekem drobnem napredku, včasih v tem, da sem se naučil nekaj novega in včasih preprosto v tem, da sem delal pravo dobro, pa sem se zaradi tega pač dobro počutil, ne. Tako da sem lahko iskreno povem, da sem od takrat naprej vedno delo lažje opravljal kot do takrat. Pa ne zato, ker bi postalo lažje, ampak zato, ker sem jaz postal drugačen. Tako da, če pa gremo potem še malo naprej, ne, če začneš tako jemati delo, potem tudi verjetno kar večkrat in kmalu najdeš neko delo, ki ti postane strast, ne, če imaš to srečo. In pol se pa več delo itak ne doživlja več kot dolžnost, ampak kot priložnost za rast in raziskovanje nekih novih poti. Tako da sem sam spremenil odnos do dela od takrat naprej, no. Še mogoče sam to še povem ob tem, da nekoč me je sorodnik vprašal, kako lahko zdržim v podjetju, kjer se moram toliko naprezati. Jaz sem mu povedal, da pač to zame ni nobeno naprezanje, ker svoje delo res z nekim velikim veseljem opravljam. In sem zadovoljen, da to sploh lahko počnem. Tako da sem ga nevede, sem ga z odgovorom izjemno razjezil, prav nesramno mi je zabrusil. Ne boš trdil, da si ravno ti med tistimi 2% ljudi, ki z veseljem delajo. Tako da sem mu odgovoril, da je sicer ne vem, koliko odstotkov ljudi z veseljem dela, včasih sem mislil, da skoraj vsi, ampak da jaz svoje delo pač zagotovo z veseljem upravljam in tle sem povedal res po resnici, tako kot je. Tako da Ja, vse to to je bi po bil ta mojem odgovor. problema, ne, ker veliko ljudi dela veliko, pa kljub temu ne občuti izpolnjenosti. Kje po vašem mnenju nastane ta razkorak med trudom in notranjim občutkom uspeha? Ja, razumem, ja. Jaz mislim, da trud sam po sebi ne prinaša smisla. V delu dejansko moraš najti smisel, ne. Če človek mora razumeti, zakaj nekaj dela, ne. Veliko ljudi mislim, da dela iz nekega strahu, navade ali pa tudi občutka dolžnosti, ne. Notranji občutek uspeha se pojavlja šele, ko je delo povezano z nekimi osebnimi vrednotami in ko človek vidi, da njegov trud nekaj premakne, da dejansko prinaša neko korist. To ni nujno, da je samo osebna korist, lahko je korist za skupnost, za družino in tako naprej, ne. Razkorak med tem pa nastane, ko je delo sam še napor, v bistvu, ne pa tudi neke vrste smer in ko ne vidimo več pravega smisla dela, ko ga upravljamo, ne. Tako da spomnim se nekoč, ko sem čital še v mladih letih, da je v bistvu se je treba truditi, da ne pride do odtujenosti od dela. Torej, to je bilo sploh, ko so se začeli te tekoči trakovi, ko je vsak človek uporabljal samo določeno fazo, ne. Zato naj bi se trudili, pač normalno vodje, da so ljudem razložili, zakaj je ta del njegov pomemben, da je to pač sestavni del nekega stroja, ki bo potem upravljal to in to delo, ne. Če so ljudje to tako doživljali, potem so to delo upravljali so čutili, da je koristno in so ga upravljali z večjim zadovoljstvom. Če pa pač predpostavljeni niso uspeli tega ljudem prenesti, potem pa je to delo bilo zelo nemotivacijsko in dejansko človek ni mogel tega dela upravljati z veseljem, ne. Je pa drugače, recimo pri meni, se spomnim, jaz sem imel kar res, bom rekel, srečo z sodelavci, katerimi smo se zelo razumeli in tudi so imeli res en tak pošten odnos do dela. Recimo, če sam povem, kakšen balzam za moje ušesa je bil poslušati sodelavko Sabino, ki je večkrat ob kavici, preden smo šli domov, rekla, kako je bilo danes luštno, ko je bilo toliko dela in je dan tako hitro minil. Mislim, to se pravi, da ji ni bil odpor delati, ampak je res delo upravlja z veseljem, ne. Tako da, pa še to je bilo tudi, kar se mene tiče, sem tudi imel zelo res veselje do dela, ker sem skozi delal v podjetju, ki je razvijal materiale
proizvajali materijale, ki jih civilizacija res potrebuje. Tako da nisem rabo nikoli, oprostite izrazu, ampak nisem rabo nikoli prodajati megle. Ne. To, po moje, bi se počutil zelo nesrečnega, če bi vedel, da sicer tržim, ampak z nekim delnim zavajanjem in tako naprej, da v resnici ljudje tega ne potrebujejo, jaz jim pa to vsiljujem. Tega mi nikoli ni bilo treba in zato je bilo tudi moje veselje do dela toliko verjetno večje. Mm. Zdaj, v svoji knjigi Skrivnosti in pasti trajnega uspeha, torej govorite veliko o teh pasteh, a ne? Ali lahko prav odnos do dela postane ena od teh pasti in kako to prepoznamo pri sebi? Ja, seveda, zelo hitro lahko pride praktično do tega. Uh, Naprimer, ena največjih pasti je, če človek začne verjeti, da je njegova vrednost enaka njegovi produktivnosti, ne? Ker to vod potem v pretirano odgovornost, tudi izgorevanje, kar je neke vrste bolezen sodobnega časa, in dobi občutek, da nikoli ni dovolj. Kar naredi, skozi se trudi, ampak skozi ima občutek, da ni dovolj produktiven, da ni dovolj naredil, da niso zadovoljni in tako naprej, ne. Jaz mislim, to, da ti dva znaka lahko to pokažeta. In to je neki znak, če se počutiš krivega, če nisi več čas koristen. Ne? Ali pa ko ne znaš več dejansko ločevati med tem, kar delaš in med tem, kdo si. Tako da tudi v knjigi opisujem nekaj takih trenutkov, ko lahko tudi uspeh praktično postane tudi breme, ne nagrada. Ne? Tako da je pa me recimo skrbi tudi to, kam recimo ta svet hiti, ne, ko hlasta po čim večjih dobičkih, zaradi tega pritiska na hitrejšo porabo virov in dobrin, pa tudi na ljudi, da bi pač čim bili bolj produktivni in vse. Tako da po eni strani me skrbi to, po drugi strani pa spet imamo neke ideje, sploh se strani raznih organizacij iz neproduktivnega sektorja, ki pa stalno ponavljajo in sugerirajo, da je mogoče doseči boljše življenje z manj truda. Ne? To me pa tudi skrbi, ker to, po mojem mišljenju, izvaja neke vrste genocid nad delom, v bistvu. Torej, da delo zgubi vrednost, kot vrednoto. Ne? In to lahko, če bi mlajše generacije, če bojo to res ponotranjile, lahko pomeni, da jih onemogoči praktično. Ne? Tako da, recimo, če pogledamo hkrati, pa nekateri narodi, kot so Kitajci, recimo, tudi Albanci, če jih gledamo, pa tudi drugi, tudi ki delajo v Sloveniji, še vedno cenijo delo kot vrednoto in si pridno prizadevajo tudi, da prihranijo nekaj od svojega dela. In če bomo preveč poslušali te, ko govorijo, da preveč delamo in tako naprej, da ne bomo vzpostavili primernega odnosa do dela, bomo lahko čez 50 let izgubili svoje, ne? In potem nas bojo pokopili, taki, kot sem omenil. Ker tudi zdaj, če pogledamo, ne, s sedanjim načinom življenja, mislim, razmišljanja, živimo na kreditih, dostikrat, ne, in ki jih še povečujemo, govorim za državo, ne, in na tak način ne bomo sposobni obdržati ničesar, če ne bomo prišli k pameti, po domače povedano. Tako da ja, jaz mislim, da si tudi samostojen lahko toliko časa, dokler si sposoben sam sebe preživljati. Pa to, če živiš na kredit, pa mislim, da pri tem ni razlike, če gre za osebo ali pa za državo, jaz mislim, da nisi samostojen, ne. Se je za zamisliti. Absolutno. Zdaj pred nami so prvomajski prazniki, ki predstavljajo seveda čas oddiha in odklop od dela. Kako pomembno je po vaših izkušnjah dejansko znati odklopiti se od dela in kaj se zgodi, če tega ne znamo narediti? Ja, v bistvu je to izjemno pomembno, da ne rinemo predolgo, da ne pride do v bistvu prevelike izčrpanosti in ki vodi potem v pregorevanje.
včasih lahko celo do živčnega zloma ali kaj podobnega. Tako da to je izjemno pomembno, da znamo uravnotežiti delo in počitek. Torej, spanje pa ni dovolj, samo spanje, tudi mora biti neka rekreacija, vsaj sprehodi v naravo, to je, če nič drugega, še zraven. In mislim, da je tudi izjemno pomembno to, da imajo podjetja neke, da na vodstveno mesto res postavijo ljudi, ki imajo neko širše razumevanje v bistvu, da so razgledani, in tudi, da imajo zadostno mero empatije, da dobro razumejo te relacije, ker sicer lahko neki nezreli ljudje, ki tega nimajo, povzročijo pri sodelavcih veliko škode, pa ne samo potem pri ljudeh, tudi bom rekel, za podjetja, ali pa za širšo družbeno skupnost, ne. Tako da zato je pomembno pač to ravnovesje med delom in odnosi, podobno kot moraš najti ravnovesje med delom in med družino, ne. Moraš vsakmo nekaj Ja. dati, pa tudi sebi, ne, tudi na sebe ne smeš pozabiti pri tem. Tako da preveč strogo osredotočenost na delo lahko pomeni dejansko izgubo dragocenih trenutkov tudi z ljudmi, ki so nam pomembni, ne. Lahko izgubimo kontakt in potem, ko se tega začnemo zavedati, je lahko že prepozno včasih tudi, ne. Je vedeti, ne, da človek mora delati 40 let, ne. Torej ne mora se stalno preganjati, mora po neki pameti tudi čuvati energijo, tako da ima za vse to, kar sva omenila. Ja, ja, pa balansirati ves čas, a ne, med vsem tem. Ampak kako pa v praksi dejansko posameznik lahko postavi to zdravo mejo med predanostjo delu in pa skrbjo zase, in še posebej danes, a ne, ko se pač pričakuje nenehna produktivnost. Ja, v bistvu meja pravzaprav ni vedno enaka za vse, je pa povezana naprimer z dvemi vprašanji. Če jaz delo vodim mene ali jaz vodim delo, ne? Pa tudi, ali sem zaradi tega dela dolgoročno boljši človek ali pa slabša verzija sebe, recimo. To sta neka dva vprašanja, in če se iskreno odgovoriš na te dve vprašanji, se meja sama pokaže. Sicer pa mislim, da je nekje prava meja je nekje med pretirano deloholičnostjo in med pretirano lenobnostjo. Torej, jaz mislim, za moje pojme je tisto vse vmes je normalno, skrajni meji pa nista primerni, niti tista, ko preveč delaš, niti tista, ko premalo. Je pa recimo moj oče mi dal en dosti dober nasvet, ki mi je tudi malo spremenil razmišljanje okoli tega. Ko je bil neozdravljivo bolan, sva v bistvu se vozila obiskovati različne kraje, da se je na nek način poslovil od njih. In ko sem ga vprašal, pa še kaj pa z družinskim vinogradom narediti, mi je rekel: Marcel, vinograd mora tebi služiti, ne ti vinogradu. Je rekel: dokler boš to čutil, ga obdeluj, če tega več ne boš tako dojemal, ga pa posekaj ali ga pa prodajte. Tako da je rekel, ne se da to jeti nekoristnemu delu, če v njem ne najdeš več smisla. Ne. In to mi je tudi kasneje, ko sva s sinom dejansko posekala vinograd, mi je to pomagalo, drugače bi to težkega srca naredil. Še to je mogoče pri delu, je treba pa vedeti vnaprej, da je nažalost ni to vedno porazdeljeno, ampak enkrat je dela preveč, drugič ga je premalo. Pa naj bo to pri posamezniku ali pa pri podjetju. Podobno velja tudi za vse ostale dobrine in to moramo vzeti v zakup. Recimo, če vzamemo vode, na planetu je ravno dovolj, ampak se ne porazdeli, ne? In nekje imamo poplave, nekje imamo sušo. In z delom je podobno. Mislim, to je neka žalostna, ampak normalna narava dela. Tako da ne smemo misliti, da je kaj narobe potem z nami ali s podjetjem, če se nam to pač dogaja, ne. Tako da ne smemo obupati, pa prehiter. Nikakor.
Zdaj, Marcel, če bi morali iz svoje knjige izpostaviti eno ključno sporočilo o delu, a ne, ki bi ga ljudje lahko odnesli s seboj v teh prazničnih dneh še posebej, kaj bi to bilo? V bistvu bi rekel, da je delo tudi neke vrste zelo dober učitelj, če ga znaš poslušati, ne. Uh, Tako da tudi v knjigi opisujem, kako so nas najtežja obdobja, tista, ko ni bilo nobenih zagotovil, naučila v bistvu največ v odločanju, odgovornosti in vztrajnosti. Če bi pa moral samo eno misel izpostavljati, je pa takrat, da se največji premiki zgodijo takrat, ko se odločiš delovati, še preden imaš vse odgovore. Ne, mislim, mi doskrat čakamo, da bo vse idealno, pa to, ampak tisto nikoli ne pride. V bistvu je, ko imaš enkrat zadost. Če pogledamo sem farmacevtsko podjetje Krka. Jaz sem poznal še ustanovitelja gospoda Andrijaniča in zanj so rekli, da on nikoli ni imel 100% vseh odgovorov na vsa vprašanja, ki jih je imel, ampak se je odločil že prej, je imel pač zelo dobro intuicijo. Če bi pa čakal, pa mogoče Krke danes ne bi bilo. Ne? Tako da to je. To pa to, kot sem že omenil, da delo mora imeti smisel. Ne? Če najde smisel v delo, potem ga začnemo bolj resno jemati. Kaj bi pa svetovali nekomu, ki je ravno zdaj v tem obdobju razmišlja o tem, da bi spremenil svoj odnos do dela ali celo mogoče svojo poklicno pot, pa ga je strah narediti prvi korak? Naj ne čaka na popolno jasnost, ker je ne bo dočakal, ker ta pride šele ko dejansko že narediš prve korake. Pol, da začne z majhnimi premiki, ne, sej tako se začne. Ko pravijo, kamen na kamen palača, tako se tudi pri delu je podobno. Ne. Tako da sprememba odnosa do dela se začne pri eni navadi, ne pri neki revoluciji. Ni treba revolucije delati. Pa dobro se je vprašati, kaj te vleče naprej. Ne samo, kaj te vleče stran od tega, česa te je strah, ampak kaj te dejansko vleče k temu, da bi to počel. Ne. Tako da ja, tako da najboljši čas za spremembo neko je vse jasno, ampak ko začutiš, da je pač tako, kot je in da tako, kot je, enostavno ne želiš več naprej, da želiš dejansko spremembo. Ne. To se mi zdi ključno sporočilo. In če zaključimo, a ne, v bistvu delo samo po sebi ni breme, to postane takrat, ko izgubimo stik s sabo, s svojimi vrednotami in tudi s svojim nekim notranjim ritmom. Zato si želimo, da bodo te prvomajski prazniki ne samo čas oddiha, ampak tudi priložnost za iskren pogled vase, da se vprašamo morda, ali način, kako delam, podpira življenje, ki ga želim živeti.